Vsi ste povedali tako lepo dogodke mladosti, tudi meni verjetno je ostalo še nekaj od spominov. Vendar vsi ste nekako, tako sem spoznal, da ste začeli malo poznaj, nabirati moči v glasbi. Jaz sem zelo, zelo mlad. Fotar ali pa oče, pa domače, ki smo včasih rekli, je bil muzikant, pa špilal po Šišankah. In ker sem to videl, mi smo imeli en sadonosnik od doma, enih 5 km, 4, te so bile krave, bavs, druga nismo imeli prebajte, ne. In smo mi dva večkrat s fotram šla, ko je bilo po te jeseni, po tiste jabke, sem bil tam star, ne, 6, 7, 8 let, fantek, pa sem hodil zraven, ne, ki ga je pa rad ata cuknil. Je mama rekla, ne bo preveč pijačo doma, bomo tam po poti nekaj sprišali, pa tam po poti postili pijačo. Pri Vavkah se je reklo, to so bili kar eni taki dobro situirani kmeti. Pri tistih kmetah tam so imeli pa navado, precej otrok, po Šišank. To so bile zadeve zlate. To je bilo nekje leta 60, 62, 63, jaz to imeli mulc, ampak strašno me je zanimalo, ko sem videl tam, tu pa tam kakega harmonikaša, ko sem videl, kaj so tisti žakari tako švelali, ko že v Hovinku, ko sem videl delčne, ko Joža iz Velove, sta bila taka kar dobra fretonarja za tiste čase, v tistih koncah, ne. Doma smo imeli fretonarce, brat moj, Branko, je bil že kar, bom rekel, soliden, bom rekel, muzikant, pa je tudi, ko je bila v šolskem programu 29. november pa novo leto, to je bil tako in v Slovenskih Konjicah bil enkrat prvi. Je bil star enih 12-13 let, je bil 5 let od mene starejši in tako se je to začelo. Pa je seveda to 7 let, 8 let, ata je imel doma 4-vrstne, 2 uglašene fretonarce, veš, da avstrijske so bile, ne bom zdaj trdil, kjer tip, in sem se začel malo vlačiti, pa po sobi zvečer, pa zapečel. Ate so obstajili, da si ni špilil? Ja, niso smeli vedeti, te ekipe. Črke bo še starega, veš, ne. Pol je pa tak, ata si je kupil mopeda do brzinca, je že bilo bolj boljši, ne, pa harmonika malo zapustil. Se je časi preveč, ki v kakih boštarijah zadržal pa tak, ampak pa so tiste harmonike tam bile malo večkrat proste. In jaz tam 7-8 letni mulc sem začel to malo 4-8 harmoniko raztegovati pa vlačiti. To je bilo tak, ne. Največ pa je bilo tam leta 63, če se ne motim, čujem jaz enkrat, to je že jedna od vas povedal, okrogla polka, pa čujem jaz eno popoldne na paši, krave smo pasli, tam 3-4 repe, 5 smo imeli, okrogla polka slak, čujem čist novo tip zvrst muzike, jaz sem čuval nekaj par starih maršov, pa sem že malo prejemal tiste, ne. Pol pa jaz, ko čujem jaz okroglo polko od slaka, pa tudi nekaj melodij, jaz nisem mogel verjeti, ne. Sem rekel, kaj je to vse za jedan ansambl, kaj se je to zdaj rodilo na novo življenju, takoj, in ko sem tako se je, mislim, parkrat to čul, radio smo imeli, televizije ni bilo, ne, leta 63 tega ni bilo, ne, ko sem to čul, sem rekel, zdaj, pa to je nekaj novega za mene, sem to začel jaz sem malo vaditi, jaz na paši sem začel na paši vaditi, že krave so šli sosede v Runkl, sosedo v Korevozo, mama pa zadi, ti mulc hudi čufer, da me vse bojo, krave sosedam, pa je marsikaj bila kakva neljuba zgodba iz tega, ampak nekaj je pa pol začelo nastajati in to je trajalo, kaj vem, v roku 14 dni, 3 tedne, mesec dni, jaz to poslušam, sem začel pa malo prijemati te tone in iz teh tonov pol, kaj vem, po enem pol letu, 3/4 sem že jaz kar tu pa tam kako pesmico spravil. Največ je bilo starih komadov parov, ko sem pa slaka bolj začel spremljati, ko sem pa jaz to začel spremljati, ne. Sem bil pa star tam nekje 8,5-9 let. Očeta sem zgubil, pa so pa harmonike bile čisto proste,
brat se je bolj tega poslovil, da sem začel to, kaj jaz bolj tako intenzivno vsak dan z te harmonike vlačeti levo pa desno, vsem tega. In ko je bila harmonika prosta, ko sem bil star malo čez 9 let, so me prišli tam sosedi pri Fevžeri prositi, če bi šel jaz s njim, gor je bilo nekaj svatov, na ovcet špelat popoldne, da nimajo nobenega snega, je bilo, to je bilo na Božič, čas med Božičom pa Novim letom, ne. Sem rekel, kao mi je zdaj tako mali fantek, tako sem se mislil, kako mi zdaj stal. In sem jaz s tistimi harmonikami, 4 vrstnimi, 2 vloženimi, pa sem te šel. On, tisti sosed, ko je prišel po mene, en Marko je imel dobro posluh za glasbo, je pa vzel, takrat je imel pokrivače dvoje, ampak je bil malo kot neke činele, pa je ta oziroma moral pota, rekel, ti bi jaz pomagal. In na ovceti nas je bilo cirka 30 ljudi, mala hiša, sem tja otrok, je bilo prav tisti bajti 14, ali 13 pa Fevžerja, 14 je bilo, ne. In sem jaz tisto ovcet, prva moja ovcet, sem bil star 9 let dobrih, pa sem bil na ovceti. Zdaj, to je bilo vse skup tak. Nisem bil, rad sem pa zelo pel. Pri pesmi sem bil pa zelo, bom rekel, nadarjen, saj drugi so tako rekli takrat, ne. Jaz sem stal zaradi tisto ovce dati skozi, pol je pa šlo iz ene ovceti v drugo, pa so začeli pa tam nekje 68, po Šišanki, sem bil 12-13 let staren. Te pa skoraj ne bilo več petka, sobote, da nisem bil na Šišanki. Do leta 78, pa ovceti, pa bom rekel še tu pa tam kakva taka druga kakva, bom rekel, ko je bila 50-letnice Abrahamiva, vse to zelo močno in potem so leta menila počasi, ko smo se še neki ansambl naredili leta 69, pa smo se malo tam, če tudi poskušali, potem je začela Lubečna, leta 81, 82, 84, 3-4 leta sem še bil tam na Lubečni, sodeloval, ko smo še z mojim, bom rekel, vsakamo čas Tine tam Lesja, kar sem ga prosil, smo še malo je bil malo mentor z rumeno kaseto naredili, zdaj še malo... Ansambl Klas. Ansambl Klas, ja, Klas. Je še on pomagal, smo malo ansambla ustanovili, pač. In danes še zmer malo igramo, še zmer se malo veselimo s prijateljami, ki ste nocoj skupaj, da si kar nekaj skupaj, še zmer radi zapojemo, še nekaj po malem posnemamo, upamo, da še bomo kaj naredili, vem, da je čas nas malo prehitev, malo smo ostareli, ampak nismo še pa zastavljeni reči. Zadost delate to za dušo. V upanju, da še bomo kaj naredili. Čas ste delali, ko ste, kako, da je na noca, ne? Delali pa bolj za dušo. Tudi to je res, ampak verjetno, da je zdaj tisti čas, ki smo ga mi že preživeli, pa še malo ostalo centimetrov, da bi še nekaj imeli od življenja, da bi se večkrat dobili in da bi večkrat se v tej poti, na tej poti glasbe in lepe pesmi srečali in da bi vsi imeli ene lepe spomine, ki bi jih lahko v knjigo življenja zapisali. Ja, to bi mogli zdravo.